Julija je v Gallaudetu v Združenih državah Amerike potekalo svetovno prvenstvo v košarki v kategoriji U21. Pomerilo se je 10 reprezentanc z celega sveta. Na finalni tekmi sta se pomerili reprezentanci iz Japonske in ZDA, slednja je zmagala z 81-63. Španci so v borbi za tretje mesto premagali Poljake. Pri ženskah so svetovne prvakinje postale domačinke, druge so bile Japonke, tretje pa Italijanke. Julija so se na Irskem pomerili najboljši gluhi golfisti. Tekmovalci so prišli iz 18 držav. Med ženskami je zmagala 17-letna Indika Diksha Dagar. Med posamezniki je zmagal Anglež Paul Daniel Boring. Med seniorji je slavil Američan Keith Worek. V ekipnem delu so bili pri moških najboljši Američani, pri ženskah pa Nemke. Med seniorji so bili najboljši Američani. Na svetovnem prvenstvu v orientacijskem teku na Danskem se je zbralo kar 4200 tekačev. Udeležilo se ga je tudi 6 gluhih. Gluha Mara Plavde iz Latvije je v kategoriji 70 let v disciplini sprint po mestu osvojila drugo mesto med 82 konkurentkami. To je bila prva medalja na tem prvenstvu, ki si jo je na svetovnem prvenstvu v tej panogi priborila gluha tekmovalka. Slovaško mesto Trenčín je gostilo prvo evropsko mladinsko prvenstvo in 8. evropsko prvenstvo gluhih v badmintonu. Udeležilo se ga je 96 tekmovalcev iz 15 držav. Med posamezniki sta zmagala Rus Šokzold, Gulom Zoda in Avstrijka Katrin Neudold, med mladinci pa Ukrajinec Ihor Sjeničkin in Nemka Finja Rosendahl. V kategoriji moških in ženskih dvojic ter mešanih dvojic so prva mesta osvojili Rusi. Pri mladincih so v kategoriji dvojic in mešanih dvojic zmagali Turki, pri mladenkah pa so zlati medalji v teh kategorijah odnesle Rusinje. V Caxias do Sulu v Braziliji je potekalo drugo svetovno prvenstvo gluhih v rokometu. Zmagali so Hrvati, drugo mesto so osvojili Rusi, tretji pa so bili Turki. Pri ženskah so se zlato medaljo okitile Danke pred drugovrščenimi Turkinjami, tretje pa so bile Brazilke. Predsednik Mednarodnega komiteja za šport gluhih ICSD, dr. Valerij Rukledov, je od maja v hišnem priporu zaradi suma poneverbe, ki naj bi jo zagrešil kot predsednik Vseruske zveze gluhih. Moskovsko sodišče mu je zaradi dodatnih preiskav podaljšalo pripor, ki lahko traja največ 6 mesecev. Rukledov se je sredi julija odločil za odstop s položaja predsednika. Člani izvršnega odbora ICSD so konec julija potrdili novo predsednico Rebeko Adam iz Avstralije, dosedanjo članico izvršnega odbora ICSD. Izjavila je, da je njen cilj in naloga, da ICSD povrne zaupanje mednarodne skupnosti ter zagotovi nemoteno delo do naslednjega kongresa ICSD, ko bodo potekale nove volitve. Nov pregled športnih novic bomo spet pripravili septembra. Do takrat pa lep pozdrav!